Zdaj, če gremo generalno, sploh pri tistih, ki so dosti vezani na moč, vidim velikokrat deficit v tem, da se premalo gibljajo na splošno čez dan. Se pravi, Mhm, primarna aktivnost jim je, ne vem, dvigovanje uteži ali pa trening moči z lastno težo, mhm, eh, kar je super, ampak dostikrat se zgodi, da imajo čez dan premalo gibanja v smislu hoje, ni niti nujno, da tek že hoja je mhm. dosti pomembna že v osnovi, da neke osnovne telesne funkcije ohranjamo, od refleksov do strukturnih adaptacij in tako naprej. In tako sam, ko malo te zadeve spremljam, tudi so kakšne številke že hodile ven konkretne, ampak sam generalno, ko spremljam ljudi, pa zdaj, ko so te pametne ure ali pa na telefonih, pač ima marsikdo že prižgan pedometer ali pa s kom malo testiramo, Ja, se potem dejansko izkaže, da ljudje redko kdo preko dnevnih aktivnosti naredi več kot 5000 korakov, recimo, ne? ja. Kar je načelno za človeka zelo malo. In že to je en taki standard, ki ga jaz večinoma ljudem priporočam. Se ne moramo zdaj točne številke reči, ampak vsaj, jaz mislim, da vsaj ne 8000 korakov dnevno je minimum brez ostalih telesnih dejavnosti. Pravi, brez treninga bi ti mogel priti vsaj nekje do 8 do 10 tisoč korakov dnevno, da v bistvu zadostiš osnovnim telesnim funkcijam, da sploh normalno funkcionirajo na stand-by. Mhm. Ker če tega ni, v bistvu ti dnevno hodiš v neke vrste degeneracijo telesa, ker telo pač rabi neki osnovni stimulus, s katerim ti vzdržuješ osnovne funkcije. Če tega stimulusa ni, pač te funkcije začnejo propadati. Že to tako lahko vidite sami po sebi. Če cel dan sediš, koliko časa traja, da se lahko spet normalno na noge postaviš, pa da se lahko sproščeno držiš pokonci stoje. Pač Ja, ja. traja več ur, ali pa nekateri več niti ne poznajo tega občutka, ne? In Mhm. zdaj, če nekdo tak, recimo, še dela vadbo moči, z palcem na hrbtu, je pač celokupna zadeva ni najbolj optimalna, kar se tiče osnovnih funkcij. Je pa res, da ta ista palca na hrbtu ob tistem izpolnjenem predpogoju ti pa lahko da dodatno adaptacijo, da boš iz dneva v dan boljši, ne. Hoja se danes, kar se mi zdi malo zanemarja, mogoče zdaj spet Hoja pridobiva na se zelo zanemarja, ne. Ja, Že tako recimo, pač vsi vemo, če imaš v službah dosti multitaskinga, pa tudi time pressinga, recimo, pač ja. živiš malo v neke vrste distrakcije od tiste prave realnosti, recimo, ne. Mhm. Eni tudi temu rečejo, da nisi direktno prizemljen ali pa kakorkoli. Se pravi, nisi v tistem trenutku noter, ne. Ja. In v bistvu hoja ravno te zadeve tudi stimulira, se pravi, telo v bistvu vleče ven iz stresnega odziva, tako mentalno kot fizično, hkrati tudi hormoni se znotraj hoje začnejo balansirati, ker primer nekateri zato jemljejo tek, ampak če grejo teč prehitro, grejo že v smeri distrakcije, ne v smeri samozavedanja, ne. Ja. Tako da hoja je lahko zelo dobra zadeva za to, da v bistvu dvignemo samozavedanje, pa hkrati tudi sprožimo proces regeneracije, ne. Mhm. Tako da ja, hoja se preveč zanemarja, ja, generalno Ja. gledano. Se hoja je naš glavni številka Ja, v bistvu ena gibalni vzorec. številka ena, točno to, ne. Pa Ja. jo vsi podcenjujejo, ne. Ja. Recimo čisto tako, mogoče nekateri posamezniki tega ne vejo, s športniki recimo, ko imajo, ne vem, en mesec premora, se potem vedno trening oblikuje tako, da se ali že znotraj aktivnega odmora ali pa z začetkom generalnih priprav, se vedno zraven še daljši pohodi pa te zadeve vkomponirajo, recimo, ne vem, Ja. hoja v hribe ali pa tudi po ravnini, odvisno pač, kako je kdo pripravljen. Ravno zaradi tega, da je človek navajen nizkointenzivnega gibanja in dolgo časa držati samozavedanje dovolj visoko, da gibanje v bistvu usmerja v svoji lastni primarni želji, ne samo, da nekaj čisto mehansko dela brez vsakega zavedanja, ne. Ja. In jim to potem pomaga v bistvu neki dalj časa trajajoči fokus postaviti, neke osnovne adaptacije krvožilnega sistema se naredijo, tudi strukturne adaptacije, ki potem omogočajo, da on lahko gre v specifični trening, ne. Zdaj Mhm. pa nekdo bo rekel, ja, od
hoje v hribe bomo ratali počasni. Ja, če bi celo leto to delo, res rataš počasno, ampak če pa to daješ kot samo neko prehodno obdobje za kakšni 2-3 tedne ali pa en mesec, pa zaradi tega človek ne bo nič bolj počasen, nič manj eksploziven, mogoče akutno že malenkost, ampak na dolgi rok bo dosti bolj robusten, pa dosti bolj sposoben prenašati specifične treninge, pa tudi visokointenzivne treninge. Ne? Je pa res, da za koga, ko pa začetnik v hribe, pa lahko hribolazanje visokointenziven trening, ne? To je spet čisto odvisno od posameznika. Tako, ja, točno to, ja.